Včasih se mi zdi, da po kosilu, sploh če je malce bolj obilno, da imam občutek, da bi lahko kar zaspal za mizo. Zdaj, na srečo sem SP-jevec, tako da nimam sodelavcev, ki bi jih to motilo, ampak zakaj se to dogaja? Temu se reče tako imenovana postprandialna zaspanost. To je zaspanost, ki se pojavi po obroku. Zakaj? Če nekdo uživa, ko si prej omenil neko pico, so to preprosti ogljikovi hidrati. To gre zelo hitro v našo kri. Posledično, ko pride ta glukoza v našo kri, se z našega telesa izloča tudi inzulin in ta sladkor zelo hitro pade. Posledice so cravingi, utrujenost, brain fog, zaspanost. Rešitev je več beljakovin pri obroku, več vlaknin pri obroku, zato ker vlaknine tvorijo tako mrežo in upočasnjujejo ta prehod iz našega črevesja ogljikovih hidratov v našo kri. Tako da je sproščanje bolj kontrolirano in manjši skoki, posledično tudi manjši padci. Leča, čičerika in fižol. Super izbira, saj je to dobra kombinacija vlaknin in beljakovin, kar je pa super recept, da ostanete dlje časa siti. Da pa res dosežete 30 različnih virov vlaknin na teden, pa razmišljajte v barvah. Torej, rdeči fižol in beli fižol sta dva vira vlaknin. Več barv, ko boste dodajali, večja bo raznolikost vaše prehrane. Super izbira za hitro malico pa je tudi njamito obrok v flaški. Slovenski izdelek, ki vsebuje kar 20 gramov beljakovin in 10 gramov vlaknin z 10 različnimi viri vlaknin.